Pozdravljeni v prvi decembrski oddaji Reflektor. Danes bo z nami Cecilija Fink Cerar, žena, mama 5 otrok in predavateljica o bontonu. Cecilija, lepo pozdravljeni v naši oddaji. Dober dan. Zdaj, najprej na začetku hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, saj smo si res želeli govoriti o bontonu, še zlasti zdaj, ker smo v decembru, ko je pred nami enih kup družabnih dogodkov, a včasih se ne znamo ravno pravilno odzvati. V tej oddaji pa bi vas prosili, da poveste enih par konkretnih nasvetov, kako se pravilno vesti v določenih situacijah. Še preden pa greva na konkretna vprašanja, pa bi rada nagovorila naše gledalke in gledalce. Sponzor današnje oddaje je založba Družina, ki predstavlja knjigo Žige Turka z naslovom Prazniki. Za vas pa imamo tudi promocijsko kodo za nakup knjige s 15% popustom. To je Reflektor 15. Obiščite pa tudi našo spletno trgovino družina.si. Cecilija, še enkrat pozdravljeni, dobrodošli v našem studiu. Hvala. Zdaj za začetek nam sploh povejte, kaj bonton je. Ali so to zgolj neka pravila ali za vas morda kaj več? Veliko več. Se mi zdi, da delamo bontonu neko škodo, veliko škodo, če ga omejimo samo na stroga pravila, kaj smemo in kaj ne smemo in česa ne smemo in kdo je malo bolj... Hitro padamo v moraliziranje, kar se tiče bontona, kaj smemo in kaj ne smemo. Ampak v glavnem bonton je veliko več. Bonton je po eni strani lahko veščina, orodje, ki nam pomaga pravilno komunicirati v danih situacijah, sploh v družbi nasplošno, ne. Vemo, da bonton so neka nenapisana ali napisana pravila, ki nam pomagajo sobivati. To pomeni, da so lahko tudi zelo samoumevna, postaja čedalje manj samoumeven bonton. Torej, bonton je veščina, orodje. V končni fazi je pa nek način življenja. Kakšen nastop želim imeti, kako pokažem spoštovanje do osebe, ki je zraven mene, torej do sogovornika, do osebe, ki je poleg mene na avtobusu, do svoje družine, do situacije, to pomeni spoštovanje do osebe, to spoštovanje do situacije, kako se oblečem za določen trenutek, kako se vedem ob določeni situaciji, dogodku. In tudi v končni fazi tudi do sebe, a ne? Kakšno spoštovanje imam do sebe, koliko poznam ta pravila za to, da meni koristijo, da sem jaz lahko bolj sproščena. Ena od tistih velikih kritik do bontona oziroma do ljudi, ki so mogoče malo bolj tenkočutni v tem smislu, je, da so zategnjeni, da niso sproščeni, da samo gledajo, kaj delamo narobe in potem si sploh ne upamo niti spregovoriti, niti se nič premikati, niti nič. Ampak poznavanje, vsaj minimalno poznavanje nekih pravil bontona, recimo, nam da tisto sproščenost, da vemo, kje smo prav, kje smo mirni. In to poznavanje potem nam lahko da tudi tisto svobodo, da se v dani situaciji odločimo, kakšno pravilo prekršiti. A ne? Zato, ker tako želim ali pa hočem nekaj povedati s tem. A ne? Recimo, vem, da se pri kakšnih svečanih dogodkih večerja začne pribor od zunaj navznoter, ne? Ampak jaz bi pa kar rada solato jedla kar s tisto vmesno vilico in to mi lahko pomaga, da jaz sicer vem pravilo, da se začne s tisto vilico, ki je skrajno na drugi strani, ampak izberem tisto, ki mi je najbolj všeč in to suvereno naredim. Nisem ena analfabetka v tem smislu, torej da ne poznam pravil, ampak se jaz s poznavanjem pravil odločim, da jih bom prekršila, ker s tem nekaj želim povedati ali pa mi je tako ljubše. A ne? Tako da ta sproščenost ni nujno, oziroma bonton ni nujno nesproščen. Ravno obratno lahko da tisto sproščenost, tisto domačnost in hkrati tisto človečnost. Torej bi rekli, da se bontona lahko naučimo? Lahko se ga naučimo. Najlažje se ga je naučiti doma. Doma, torej od malih nog. To rečem zaradi tega, ker sem ravno v tej intenzivni fazi učenja svojih otrok. Tega, kako se obnašamo za mizo,
kako se pogovarjamo s bratci, sestricami, z mamico, z učitelji in tako naprej. Tako da najlažje je, če imamo to podano v zibelko, komolce dol z mize, jej z zaprtimi ustmi, počakaj, da imamo vsi za jest, potem začni šele jest, drži se nad krožnikom, tako da jaz to pač z možem sediva en nasprot drugega, seveda, ker imamo 5 otrok, je to dolga miza, ki je vmes, in veliko otrok, ne veliko, več otrok, in pač sva kot 2 policaja. Lahko sva 2 policaja, lahko se tako razume, ampak hočeva to dati naprej, zato ker je najlažje, ne? Jezika se tudi najlažje naučimo, ko smo majhni, naučimo se ga pa lahko bontona tudi kasneje, če želimo, če imamo to željo, če si odgovorimo, zakaj to želim, zakaj je to dobro. Obstajajo seveda tudi tečaji, ampak predvsem je želja ta, ki nas mora gnati naprej, ker je to trening. To ni tako, da pritisnemo en gumb pa znamo, ampak je to trening. Vse vaje, pa izkušnje. Vaje, pa izkušnje, pa tako naprej. Kaj bi bilo tle naredila, kaj bi bilo tukaj prav. Nimam časa pogledati knjigo, ampak bom izhajala iz kakšne druge situacije. Pač prednostna pravila znati in potem nanašati na dane situacije. Ampak se ga lahko naučimo. Zdaj, če o bontonu začneva kar na začetku, kako lahko naredimo dober prvi vtis, ko spoznamo nekoga na novo? Super. Zdaj, odvisno, koliko je ta oseba stara, pa kakšen je položaj. To vse moramo vedeti, preceniti, ko stopimo v to situacijo. Recimo, lahko vzamemo pač 2 situacije, ko spoznamo nekoga, ki je naš vrstnik, torej ga pozdravimo na en primeren način. Zdaj, med vrstniki, seveda med mladimi si ne moramo dati roke, lahko se samo pozdravimo in tako naprej. Če govorimo o primeru kakšnega razgovora, za službo, je tisti, ki pride v prostor, dolžan prvi pozdraviti, lahko tudi poda roko. Prednostna pravila povejo pa, da recimo roko poda ženska moškemu, starejši mlajšemu. Tako da imamo v bontonu tiste skupine, ki imajo prednost in tiste skupine, ki nimajo prednosti. Torej, v bontonu je veliko hierarhije. Ne v smislu nadvlade, ampak samo pač taka je naša zahodna družba, da damo prednost recimo starejšim, ženskam. Potem damo prednost nadrejenim. Tako da tisti, ki je podrejeni, prvi pozdravi, roko pa poda nadrejeni. Ženska moškemu, roko poda starejši mlajšemu. Mlajši pa prvi pozdravi. Tako da to so tista prednostna pravila, ki jih moramo imeti v tisti dani situaciji, ko pridemo pred nekoga prvič, moramo imeti v mislih in hitro preštudirati, kakšna je situacija tukaj, okay, super. In potem, predvsem pri prvem vtisu je pomembno, kaj vidimo. Vemo, da smo ljudje zelo vizualna bitja, vemo, če ne pogledamo vse naokrog sebe. Torej, gledamo, zapomnimo si predvsem tisto, kar vidimo. Potem malo manj tisto, kar slišimo, ampak ne točno besede, ampak kako so bile te besede izrečene. To pomeni, besedna intonacija je tako tudi zelo pomembna. Ali je surova, ali je prijazna. Ali je dominantna, ali pač plaha, recimo. Intonacija. Če jaz rečem, Katja, dober dan, ali pa Katja, dober dan, kako ste? Jaz sem zdaj to, da je razlika, je že v intonaciji razlika, potem pa še moja neverbalna komunikacija, kako jaz stojim, kako sem oblečena, primerno ali neprimerno na situacijo in pač tudi ta drža. Vemo, da znanost telesne drže oziroma govorice telesa je zelo obsežna, marsikaj povemo s telesom, včasih še več, ampak že s kretnjami, s pogledom, z držo, kot rečeno, z načinom hoje,
in z obleko. Ne? Torej, z zunanjostjo, ker smo tako zelo vizualna bitja, povemo ogromno. In ta prvi vtis je tisti, ki ga moramo, to je tisti test, ki ga moramo nekako prestati. Seveda pa, če imamo čas, lahko imamo tudi drugi in tretji in četrti vtis. Samo so situacije, ko imamo zelo malo časa. Zato sem izpostavila pogovor za službo, razgovor za službo, kjer imamo zelo malo časa, da naredimo prvi vtis in lahko tudi zadnji vtis. Tako da so pomembne te nianse govora, kreten, pogleda in seveda tudi kompetenc na koncu koncev. Tako da veliko stvari, predvsem na vizualnem področju. Zanimivo vprašanje je še, katera pravila bontona pa najpogosteje, recimo zdaj Slovenci, Slovenke kršimo? Na splošno mi ni všeč govoriti, kaj delamo narobe. Rada obrnem zgodbo, to pomeni, kaj delamo dobro. Ampak lahko smo bolj pozorni na to, lahko naredimo en korak naprej, tako bomo rekla, pozitivnem smislu, v tem, da sploh vidimo človeka. Zato, da človeku izrazimo spoštovanje, ga moramo najprej videti, opaziti. In ker smo Slovenci mogoče malo bolj zadržani, ali pa kaj bodo drugi rekli v tem smislu, si raje ne upamo ničesar storiti, niti pogledati ali pa kaj takega. Lahko naredimo kaj že v tem smislu, da gledamo malo okrog sebe, kdo potrebuje kakšno pomoč. Zdaj si predstavljam kakšne situacije v mestu, da kakšna starejša gospa rabi kakšno pomoč, da ima ona prednost, ko grejo ona na avtobus. Recimo, da tisti, ki grejo z avtobusa ven, imajo prednost, preden grejo noter, ker to je logično. Prostor se mora najprej izprazniti, tako da lahko pride noter. V dvigalu isto. Prednost ima tisti, ki gre ven iz dvigala, zato da je prostor potem za tistega, ki pride noter. Potem desno pravilo nam lahko veliko pomaga v tem smislu, da na hodniku, ste najbrž že bili v tej situaciji, pa ko prihajate iz kakšne trgovine, vi ven do drug noter in ste ravno v isti liniji in ne ve kdo, kako se umakniti in se umikamo nekaj časa. Če se vsak postavi na desno pravilo, v našem svetu desno pravilo velja, ker tudi vozimo na desni strani, potem se lepo izognemo temu. Tako da to so tiste stvari, ki mogoče Slovenci pademo, ampak tudi na splošno lahko tudi pademo. Ena stvar je tudi, se mi zdi, da zelo pomembna stvar je bonton v prometu, kjer smo malo bolj skriti in potem si dovolimo marsikaj. Ki ni samo cestno pravilo, ampak tudi pravilo sobivanja. Pa včasih, če recimo vidim, če sem v kontaktu s kakšnimi prijatelji iz drugih držav, vidim, da Slovenci padamo velikrat za mizo. To pomeni ob obrokih. Uporaba pribora, oziroma pretirana uporaba in prisotnost komolcev na mizi, ki lahko pokaže, kot da nimamo spoštljivega odnosa do hrane in do sočloveka, ki je z nami. Potem podajanje. Recimo, mi, ker nočemo druge za mizo motiti, Stegujemo se. Stegujemo. Čez tistega, ki sedi zraven mene, čez hrano, si pa lahko poenostavimo življenje in tudi drugim s tem, da rečemo, mi lahko prosim podaš sol, mi lahko prosim podaš solato in tako naprej. Tako da se lahko v bistvu sprostimo in prosimo drugega za pomoč, hkrati pa lahko drugi tudi vidimo, kaj potrebuje in predvidimo pomoč. Včasih imamo pa zadnje čase tudi težave z ikanjem in tikanjem, to opažam. A se jaz staram ali ne vem kaj je, ampak v glavnem vsi me tikajo in vsi mi rečejo adijo in živijo. To sem opazila recimo v zadnjih 10 letih, da je to upadlo tudi v čist poslovnih oziroma čist profesionalnih odnosih. Recimo, ko kličemo zdravnika ali pa medicinsko sestro, pozdravi mogoče še dober dan, nasvidenje pa reče zelo redko,
to se rečemo, torej živijo dio. Tako da bonton je kot nek način en jezik, lahko bi rekli. In če se v šolah učimo knjižnega jezika, slovenskega knjižnega jezika, ki ga ne uporabljamo, ampak to je nek ideal, nek standard, bi lahko bil tudi bonton nek standard, ideal, k čemu stremimo. Torej, kje postavimo cilj. In vemo, da pač, če si postavimo višje cilj, bomo prišli do sem. Če si postavimo pa cilj še nižje, bomo pa prišli do sem. Tako da vsak pri sebi in tudi kot družba se moramo odločiti, kaj je cilj, kaj je želja, kaj je ideal. Tako. Omenili ste že na začetku, da obleka naredi človeka. Kako po vašem mnenju oblačila vplivajo, če se vrneva na prvi vtis, in če so katera pravila obnašanja, ki bi jih morali vedno upoštevati, ne glede na vrsto dogodka, srečanja, situacije? Dobro, bom začela s tem zadnjim vprašanjem in odgovorom. Vedno moramo eno splošno pravilo, tudi če nismo ravno kar prebrali ta zadnje izdaje bontona, ker bonton je živa stvar, ker živimo, smo v družbi in tako naprej, in se te interakcije tudi rahljajo, spreminjajo. Seveda, moramo imeti v mislih prednostna pravila, ki sem jih prej omenjala, razumeti situacijo in spoštovanje. To pomeni, videti človeka, videti situacijo, razumeti svoj položaj v tej situaciji in potem izkazovati spoštovanje skozi ta pravila. Tudi če jih ne poznamo, če naredimo en kiks, smo pa pokazali neko spoštovanje oziroma se lahko tudi na ta kiks, ki se ga zavedamo ali ne, malo pohecamo. V glavnem, sproščenost, vedeti, da imamo pred sabo pač eno določeno situacijo in ene določene ljudi, ki jih je treba razumeti in spoštovati. Že to bo ogromno, ker potem iz svojih izkušenj, znanja do zadej, od prej lahko apliciramo na to situacijo, ki imamo zdaj. Upam, da sem razložila, da sem odgovorila na ta drugo vprašanje. Prvo vprašanje je bilo pa seveda, obleka naredi človeka oziroma obleka ne naredi človeka, ampak jaz mislim, da ga naredi. V enem smislu, v enem zelo močnem smislu je obleka naš zunanji izraz, kdo smo mi. Tako da tukaj ni pomembno, v kakšne znamke smo oblečeni, ni pomembno točno, kakšna barva za določen trenutek in tako naprej, kljub temu, da jih bonton in protokol še bolj predvideva, ampak v vsakodnevnih situacijah je bolj pomembno, da se zamislimo, da preštudiramo sami sebe, kako komuniciramo z našo zunanjostjo, z ljudmi, s katerimi prihajamo v interakcijo. Kaj s tem mislim? Preveč oprijeta oblačila ne. Preveč prozorna oblačila ne. Preširoka oblačila ne. Prekratka oblačila ne. Zakaj to govorim? Zato, ker recimo, če oblečemo pajkice, pajkice imajo same po sebi oziroma namen, zakaj so bile ustvarjene, so bile ustvarjene za šport. Za športne situacije. Tako da moramo vedeti, v katero situacijo odhajamo, ko gremo od doma. Bom športala, bom tekla, bom šla na sprehod psom, ali grem v službo, kjer so odnosi, recimo, bom rekla, poslovni, kljub temu, da delamo lahko ali v šoli, ali v vrtcu, ali na banki, ali v trgovini, ali na veleposlaništvu, ali v ministrstvu, ali v tovarni, odvisno je, kakšno službo imamo, ampak moramo imeti v mislih, da je tam, da jaz nisem Cecilija Marjana Fink Cerar, to je moje celo ime, torej nisem jaz vse to, samo jaz, ampak sem predstavnica ene inštitucije, ene službe, ene banke, enega vrtca, ene šole. In s tem moramo iskati malo bolj uniformno obliko. V drugih situacijah, ki so pa bolj privatne situacije, pa lahko kažem
malo več svojega osebnega značaja, svojega stila in tako naprej. Tako da v poslovnem svetu smo predstavniki ene službe, ene banke, kakorkoli že, ene svoje službe. V privatnem svetu pa lahko malo več si pokažemo, kakšen je naš stil. Zdaj pa, kakšen je naš stil, kako komuniciramo z našo zunanjostjo, je pa naša odločitev, zavestna odločitev. In tukaj nagovarjam oziroma poudarjam to, da zavestno, zato ker velikokrat nas moda zapelje, da ne premislimo, a nam to sploh paše, a smo sploh to mi, a je to sploh v sozvočju z mojimi vrednotami, z mojimi cilji, z mojimi ambicijami v življenju, ampak ambicijami za življenje, ne ambicije mogoče tudi karierno. Ampak zato neka pravila veljajo vedno, tako v privatnem svetu, kot tudi v poslovnem svetu, da pač preveč oprijeta oblačila ne, preveč telesa se ne sme videti, preveč poudarjati, ženske imamo sploh to nalogo, poslanstvo, to lepoto, da lahko poudarimo ženstvenost, ne pa seksapilnost, ker je odvisno, kako se oblečemo, tudi kako nas bodo gledali in dojemali. Žal je tako, človeški možgani so taki, da povežemo ene stvari samo s telesom. Človek pa ni samo telo, je seveda duh, duša in telo. Tako da, če želimo, da nas jemljajo kot celoto, moramo tudi se malo pogledati v ogledalo. In zdaj, če se vrnem nazaj na pajkice, pajkice torej za šport, torej razumeti situacijo in kaj s tem sporočamo. Ta kos oblačila vidimo na ulici, na šolah, povsod zelo prezentno. Ne vem pa, če pomaga, da izkažemo žensko telo v glih ta pravem smislu. Kaj želimo s tem sporočati. To je pomembno in da zaveščamo. Brez moraliziranja, seveda. Ampak samo bodimo pozorni, kaj sporočamo. Fantje, moški, pa se mi zdi, da morajo paziti pa na vso splošno zunanjo urejenost. Smo v dobi, ko nam je vse zelo udobno, torej da so trenerke omniprezentne, in moramo se vprašati, a je to zdaj situacija za to, da se oblečemo v trenerke ali v trenerko, ali lahko kje drugega oblečemo, ker obstaja veliko oblačil in veliko različnih situacij. In oblačila so bila ustvarjena za različne situacije. To moramo vedeti. Pika. Hvala. Kako bi pa morda komentirali oblačenje dojenčkov in majhnih otrok, ki jih peljemo potem v vrtec? Recimo zdaj, ene mamice bi jih rade dajale v kavbojke, pa jim ni najbolj prijetno, druge pa v trenerke. Zdaj, kje? Ja. Super. Vrtec in otrok, to je kombinacija veliko igre, veliko gibanja, veliko možnosti za popackati se, istočasno tudi na drugi strani imamo tudi vzgojiteljice. Seveda vzgojiteljice se ne bodo oblekle tako kot za v banko, tako da udobna oblačila tudi za vzgojiteljice in razumeti to situacijo je pomembno. Otroci pa, jaz bom povedala čisto osebno izkušnjo, jaz oblačim svoje otroke tako, da ni škoda oblačil. Zato, ker nimajo potem vzgojiteljice težave s tem, da so se popackali z špinačno juhico ravno ta lepo obleko. Otroci morajo biti udobni, torej če jih kavbojke vežejo, potem kavbojke za posebne priložnosti. Tako da od malega, kot smo prej čisto na začetku rekli, od malega ta vzgoja poteka v smislu bontona, tudi kaj obleči. In če se navežem še na prejšnjo vprašanje, pa potem vsaka situacija določa, kaj oblečemo. V vrtcu komod za popackati, za to, da se lahko hitro opere, in potem so druge situacije, recimo, ko gremo na kakšen rojstni dan, ali pa ko gremo na kakšen obisk, ali pa ko imamo kakšno posebno praznovanje. Takrat se pa oblečemo lepše. Tako da so neki nivoji, neke ravni oblačenja,
poznamo jih nekako 12. Od športa do takrat, ko pride kralj na večerjo, oziroma smo povabljeni na slavnostno večerjo. In tudi to otroke navajati. Ne? Seveda so borbe potem, ker nekateri nočejo kavbojko obleči, nikoli, hoče samo trenerke. Ampak to je lepota vzgoje. Če se še malo dotakneva restauracij. To so mesta, kjer se ljudje radi družijo, ne pa vedno najboljše znamo obnašati. Ne? Zdaj, zanima me, kako se pravilno, vljudno obnašati v restauracijah. In če se zgodi primer, da si naročimo hrano in ni tisto, kar bi želeli, ali nam ni dobro, ali kakorkoli, skratka se ne strinjamo s tem, kar smo dobili. To me zanima. Ja. Restauracija je poseben pač dogodek, situacija. Po bontonu vstopi prvi v restauracijo moški, potem ženska. Iz restauracije izstopi najprej ženska, potem moški. Zdaj, kdo račun poravna, je potem stvar dogovora, po mojem, za današnje čase. Zdaj, v restauraciji nismo sami. Prihajamo v en prostor, kjer so tudi druge mize, tako da ta diskretnost do drugih je pomembna. In seveda interakcija z natakarjem oziroma z osebjem je pomembna. Tukaj bi rekla, da mora biti jasna in prijazna komunikacija z obeh strani. Pogosto bomo mogoče naleteli, da je komunikacija iz strani osebja slaba, ampak nič ne de. Tukaj in v storitvenem servisu lahko še veliko naredimo, še res veliko lahko naredimo, ker stranka ima vedno prav, ne? Ampak stranka mora biti pa tudi toliko dovolj človeška, da ni sitna, oziroma da hkrati ne zahteva nemogočega. Ob istem času, oziroma istočasno pa, če nam nekaj ni všeč, če nekaj ni v redu, če nekaj preslano, če nekaj ni tisto, kar smo naročili, povemo. Povemo na prijazen, vljuden način, ampak povemo. Nam nič ne pomaga, ne koristi, tudi gostilni oziroma restauraciji ne pomaga nič, če ne dobi od svojih gostov povratne informacije. Tako lahko gledamo, ne? To je v bistvu povratna informacija, ki jo z dobro voljo lahko sporočimo naprej, ali pa pač, da je človeško motiti se popolnoma normalno in sporočimo to natakarju oziroma osebju, da oprostite, to pa je pomota, nisem tega naročila, a bi bila kakšna možnost, da to zamenjamo, oprostite. Tukaj pa v meniju ni pisalo, da je omaka smetano, jaz pa sem, ne vem, imam kakšno intoleranco ali mi ni smetana najljubša, povemo, prosimo za razumevanje z druge strani in osebje seveda tudi more narediti to, da se stranka vrne, a ne? Da se gost vrne in da se počuti sprejetega vsem, a ne? Tudi v svojih željah. In lahko seveda potem, ne vem, osebi potem se z nadrejenim dogovori za kakšen popust ali pa za kakšno sladico dodatno ali pa kaj takega, ne? Da je taka profesionalna komunikacija, vljudna, tako. Torej, mi kot gost s prijaznostjo in vljudnostjo ne moremo zgrešiti. Tako je. Jaz mislim, da povsod v vseh situacijah ne moremo zgrešiti s prijaznostjo in vljudnostjo, s tisto iskreno prijaznostjo, ne, seveda. Ker je naš namen dober. Tako da jaz mislim, da ljudje smo dokaj pametni in intuitivni, da ta namen znamo prebrati in razumeti. Tako. Ko pa recimo voščimo za rojstni dan ali pa zdaj za praznike, ki se bližajo, naprimer Božič ali Novo leto, je ponekod navada, da se rokujemo, ponekod pa pričakujemo tudi poljube. Zdaj me zanima poljub na lice, kako je s tem in koliko poljubov na lice? Okay. Tukaj moramo gledati na kulturo. Na kulturo mogoče kakšne določene družine tudi, ne? Ker vsaka družina ali pa recimo vsaka regija, ker je na Štajerskem je drugače kot na Primorskem, na Gorenjskem popolnoma drugače in na Dolenjskem tudi. Tako da malo je treba vedeti, kakšna je kultura regije, kultura družine, ker imamo družine, ki se samo objemajo,
imamo družine, ki se nikoli ne objamejo, pa si dajo samo roko. Se seveda spreminja to, tako da nekega zlatega pravila tukaj ni. Koliko poljubčkov na lice, prosim na usta ne, ker tisto je res že preraslo, oziroma poljubi na usta so samo za zelo intimne odnose. Jaz bi skoraj rekla, da samo za možove in žene, oziroma za moža in ženo, oziroma za partnerje. Tako da to je preraslo, se mi zdi, v 90-ih smo še od kakšnega strica dobili poljub na usta, ampak zdaj pa nič več, prosim, ne. Tako da na lice 2 recimo, pa rokovanje, ja. Rokovanje je seveda ne tako daleč, da smo si zelo tuji, ampak ne na normalni dolžini, kakšnih, ne vem, 40-50 centimetrov, to pač, da ne udira preveč v naš intimni krog, ki je nekako pol metra okrog nas. Če pa smo si zelo blizu, pa seveda tudi objem. Pravilo pri vsem tem je, da malo poznaš, v kakšno družino greš, hkrati pa pri starejši generaciji bi rekla roka, pri mlajši objem. Pri tisti ta srednji, ko so recimo generacija naših staršev, mogoče mojih staršev, ko so nekje vmes, ki so nekako baby boomeri, so pa lahko zelo, da objamejo, ali pa zelo bolj konzervativni, torej roko. Tako da moramo vedeti, katero generacijo imamo pred sabo, koliko smo si blizu s to osebo. In tudi, če kdo da roko, pa mi objamemo, ni tako hudo, se nasmejemo in je. Če roka ostane v prazno, nič hudega. Ampak v glavnem, odvisno, koliko se poznamo in katera generacija je, damo roko za rojstni dan in za praznike. Koliko je pa tega, ker eni prav tako potem to niha? Samo rokovanje. Samo rokovanje ne sme biti premočno, to pomeni ne lomljenje kosti, potem ne sme biti preveč mlahavo, to pomeni roko moramo dati tako, lepo, močno, na srednje močno stisnemo. Roka ne sme biti obrnjena navzgor ali pa niti ne tudi navzdol, tako da v bistvu mora biti nekako vzporedni. In zdaj ni treba dolgo časa držati roke in govoriti med tem časom, to se tudi velikokrat zgodi, ampak pač se da roko in se potem pogovarja. Hkrati nekateri pravijo, da tudi dvojno prijem roke ni pozitiven, ker je lahko malo pokroviteljski, ampak če nam to dedi naredi, je to prav lepo. Tako. Zdaj, ker je čas tudi obdarovanja, tukaj pa veljajo enako pravila. Kaj pravi bonton o obdarovanju, kakšna so torej pravila, kaj velja upoštevati, da morda koga ne užalimo? Čisto logično. Darilo damo zato, da tistega, ki ga hočemo obdarovati, razveselimo. Tako da potrebujemo malo empatije, oziroma tega, da se vživimo v njegovo kožo, česa bi se dejansko razveselil. Tako da moramo izhajati iz njega, iz nje, da vemo, kakšno darilo mu bo všeč in bo všeč, če damo kot družina darilo. Darilo ne sme presegati nekega zneska, ki velja. Recimo, če smo si že večkrat obdarovali zadeve, da ne smemo enkrat pa dati darila, če ni kakšna posebna priložnost, ne smemo dati darila, ki krepko presega kakšen znesek. Ker potem s tem sporočimo, da pričakujemo tako drago darilo tudi nazaj. Tako da najlažje je, če se tudi nekako zmenimo znotraj družin, v kakšnem znesku govorimo, tudi za kakšne jubilejne okrogle obletnice, da pač vemo, to je neka posebna priložnost. Tako da ko dobimo darilo, pa ga sprejmemo večinoma, če se le da, z obema rokama. Tako da z obema rokama damo in z obema rokama sprejmemo. To je v naši zahodni kulturi pač znak spoštovanja. Hkrati pa tudi je lepo in prav, da pogledamo, kaj smo dobili za darilo. Pred vsemi potem? Lahko pred vsemi, oziroma pred tistim, ki nam je dal darilo, izročil darilo. Včasih ni časa, v tistem trenutku, ko dobimo vsa darila, lahko je tudi kasneje. Zdaj recimo govorimo o kakšnem manjšem druženju, ko nam da nekdo vrečko. In
je veliko dogajanja s plašči, da jih obesimo, da posedemo ljudi na svoje mesto, mogoče ima gospodinja še delo s kuhinjo in tako naprej, in rečemo hvala lepa, damo vrečko na nekam vidno in potem, ko se stvari mogoče malo ustavijo, pa vzamemo tisti trenutek, tiste 3 minute, da pogledamo, hvala, da ste tole prinesli, hvala, da ste to prinesli, kako lepo. Da v bistvu s tem, ko pogledamo, izrazimo zahvalo. Tak protokol je tudi, ko pride recimo visoki predstavnik kakšnega naroda na obisk drugemu predstavniku naroda, torej ko gre za kakšen uradni obisk, je tudi del ceremonije oziroma obiska tudi pregled oziroma grejo prav pogledati, kaj so si podarili. Torej, seveda, protokol uredi, da pride pravo darilo na pravo mesto, ponavadi na eno mizo in potem si skupaj pogledata, kaj sta si izročila drug drugemu. Ne? Tako da to lahko tudi lepo upeljemo v naše domove. Zdaj, če bi se pa jaz malo vrnila oziroma povezala to obdarovanje z restavracijo. Zakaj? Če nam darilo ni všeč oziroma je kakšna čokoladica, ampak to pa potem ne komentiramo. Ne? Pri restavraciji povemo, da nam ni všeč, to pa zadržimo zase. Smo lahko bi rekli, da smo diplomatski. A ne? Ta beseda ima zelo slabo konotacijo, kar pomeni, da potem nismo iskreni. Ampak lahko se vprašamo, a je to res pomembno, da jaz povem, da mi ta čokoladica oziroma te uhani niso všeč. Če je ta človek z namenom mi podaril te uhane, ki jih je v dobri veri kupil zame, ker so mu všeč oziroma je mislil, da bodo tudi meni všeč. Zdaj, a bom s tem kaj pridobila? Pretehtati moramo. Zdaj, če gre za manjšo stvar, mogoče res ni pomembno, da rečemo hvala lepa. Če je kakšna večja stvar, pa če smo dovolj domači, lahko povemo, veš, te uhani pa škoda, meni niso všeč, jaz jih ne bom nosila. A bi mi ti lahko zelo zameriš, če ti jaz to tako iskreno povem? Možnost. Če smo dovolj domači s to osebo in vemo, da nam ne bo zamerila, oziroma da bo vzela v dobro, da lahko zamenjata uhane in tako naprej. Zdaj, ta diplomatski odgovor je samo zaradi tega, da ohranimo eno lepo vzdušje, da ne prinesemo nekega konflikta tam, kjer ni potrebno in ni konstruktivno. Pa obdarovanja so ponavadi za praznike, za rojstne dneve, ko so res lepi trenutki, ko se zbere mogoče več ljudi in mogoče ne bi ravno izpostavljal tega. Tako je. Kaj pa ob žalostnih dogodkih, ko gremo mogoče na kakšen pogreb? Na kaj moramo biti pozorni, kako izrazimo sožalje in kako se naj oblečemo? Nekdaj je veljala črnina, a je to tudi danes? Črnina še vedno velja za pogrebe kot tista uniformna barva. Pomembno je tudi, kako se oblečemo, oziroma katere kose oblačil oblečemo. Črna trenerka ne, črne superge tudi ne. Tako da v bistvu pogreb je neke vrste, ne bom rekla praznik, ampak je neko slavje. Je zelo žalostno slavje, ker bomo tega človeka pogrešali, ampak vseeno je en tak lep dogodek, ko se zadnjič poslovimo od tega človeka, od te osebe. In zato kot v spoštovanje življenja te osebe, ki je ravno kar preminula, je vredno, da se oblečemo lepo. Torej črno, lahko je tudi temno modro, temno sivo, torej temne barve, črna kravata tudi. In kako pristopimo do žalujočih je tudi seveda pomembno. Zdaj, spet velja isto kot pri tistih lepših trenutkih, ali je ta družina, ki jo navajena objema, ali pa smo si tako blizu, da se lahko objamemo. Ko recimo, če je navada, da je pred vežico so postavljeni, oziroma pred krsto žaro, da so postavljeni najožji domači, da se potem vsakemu da roko za sožalje in iskreno sožalje izreče, ali pa, če smo si tako blizu, ga objamemo. In jokamo tudi z njim. Tako da tukaj moramo vedeti, kakšna je situacija, pa lahko si dovolimo čustva in sočutje. Tako da v bistvu
dve situacije smo imeli ravno kar. Smo imeli eno žalostno situacijo in eno veselo situacijo, ko ima nekdo rojsten dan, recimo. In je pomembno, da spoštujemo in da se uživimo v kožo tistega, ki ali žaluje ali praznuje. In s tem izkažemo največ spoštovanja. In s tem ne bomo nič zgrešili. Tako. A se smemo tudi kdaj nasmehniti? Ali mora biti vse mirno, tiho? Na pogrebih. Ja, Na pogrebih. če lahko, ker se ponavadi vidimo tudi z enimi določenimi ljudmi na 10 let, 20 let, Ja. kako je s tem? Ne? Ja. Razumem, kam gre to vprašanje. Je družaben dogodek, zdaj pa jaz mislim, da odvisno od tega, koliko tragična je smrt, ali pa koliko smo si blizu, ali pa tudi kako blizu smo dejansko družine, ki žaluje. Družina je tista, ki najbolj žaluje, potem pa so krogi majčkeno širši in tam, kjer je žara, tam, kjer so najglobje žalujoči, ne smemo biti glasni, ne smemo se preveč družiti, recimo, kaj pa to, tretje, četrte. Je pa včasih v situacijah tudi potrebno malo razbremeniti tudi tiste žalujoče. Odvisno od situacije. A je tik pred pogrebom, ali je po pogrebu, ali je še žara zraven, oziroma krsta zraven. Ali je to potem na sedmini, če tako rečem po domače. Tako, z občutkom. Ampak oči moramo videti, oči moramo imeti za to, da rečemo, ne, raje ne. Okay. Ne vem, če sem razumljiva, ampak pač videti situacijo. Ja. Ne morem mimo vprašanja o mobilnih telefonih. Hvala lepa, sem ga pričakovala in sem ga zelo vesela. Se mi zdi, da smo nanje danes prisesani in včasih pozabimo, kdaj jih je primerno uporabljati in kdaj jih raje odložiti na mizo ali mogoče še celo ne na mizo, ampak v torbico. Tu me zanima, kaj naj bo vodilo pri uporabi telefonov, ko smo v družbi? Glavno vodilo je, da ima prednost tisti, s katerimi imam lahko očesni kontakt. Torej, tista oseba, ki je z mano trenutno v interakciji, ima prednost pred osebo, ki me bo mogoče poklicala, ali mi bo kakšen post dala, ali pa bom kje objavila in bom pogledala, ali pa kakorkoli že. Torej, tista oseba, ki jo lahko vidim, ima prednost in seveda, mobilne naprave, vse te naprave, device so omniprezentni. Včasih vidimo tudi mlade, ki ne znajo več hoditi brez telefona v roki, ker jim je nerodno hoditi sami brez telefona. Pomislimo na čakalnice pri zdravniku, vsi smo na telefonih in ni možnosti za kakršnokoli vprašanje za interakcijo, kar je škoda. Po drugi strani je super, ker lahko kje preberemo. Na telefonu imamo vse, ne rabimo ničesar drugega, samo telefon lahko imamo, lahko plačujemo, lahko beremo, lahko se izobražujemo, lahko se povezujemo, lahko smo socialni in tako naprej. Vprašanje je, ali je potrebno, da smo stalno online. A si ne moramo dati včasih tudi časa, da smo s tistim človekom, s katerim smo, samo z njim, a ni tudi čas, da smo za mizo samo s tistimi, s katerimi smo na kosilu pri večeri, da komuniciramo z njimi. Seveda, če je kaj nujnega, tudi za službo, če je nujen klic, ok, razumemo. Ampak znanstveniki oziroma tisti, ki so se ukvarjali malo s preučevanjem interakcij in novih tehnologij, so ugotovili, da samo prisotnost telefona na mizi spremeni način komunikacije. To pomeni, že ko se midve usedeva na kavo in jaz imam telefon na mizi samo, spremeni najino obnašanje. To pomeni, jaz ti sporočam, si zelo zanimiva oseba, sogovornik, ste zelo zanimivi sogovornik, ampak mogoče me bo pa kaj bolj zanimivega poklicalo ali bom kaj bolj zanimivega in bolj pomembnega videla na telefonu in bom takoj pogledala. Torej, obvestila, torej notification, lahko včasih tudi ugasnemo. Lahko telefone ugasnemo in damo stran, torej, da iz polja, vizualnega vidnega polja umaknemo.
Vem za družine, ki imajo parkirišča za telefone. To pomeni stran od kuhinje oziroma od mize in stran tudi od sob, da umaknejo telefone oziroma vse te naprave stran, da jih ne zmoti, da fokusa ne zmoti. Hkrati pa pač je to ena realnost, s katero živimo in se moramo naučiti tudi pravilno oglašati na telefon, recimo, ne? Da se lepo pozdravimo, ko pokliče nekdo. Da v SMS-ih ohranjamo neko spoštovanje, da ne pademo v obrekljivost, ne? Da smo spoštljivi tudi na komentarjih, pri komentiranju. Hkrati, da objavljamo ne čisto vse, ampak da pomislimo, kaj objavimo, ne? Spoštovanje te naše zasebnosti, tega našega imidža, ki ga hočemo predati. Govorimo o imidžu, ne? Tako da hočemo imidž postaviti ali sporočiti naprej, ali pač nam to ni pomembno, ne? Kako zaključimo pogovor po telefonu, ne? Ali samo vržemo dol telefon, tako kot bi rekli, ne? Samo vržemo dol telefon ali pa rečemo dobro, adijo, lepo se mej, ali pa nasvidenje. Ta komunikacija in uporaba, življenje s tehnologijo, to je tudi en bonton, ki se ga pač učimo sproti in moramo učiti sproti. Ne morem pa mimo še slušalk. Super. To, ko poslušam, potem pa mi pride še kakšno vprašanje. Ja. Slušalke na avtobusih, med službo, med šolo. So zelo močen moteči element, zato ker če je telefon na mizi in nas zmoti, kaj šele v ušesih, ker so pač naš medij, preko katerega poteka komunikacija, to je kot ena bariera, no? To ni lepo. Ni lepo oziroma ni spoštljivo, zaradi tega, ker ne vemo, ali tista oseba nas lahko sliši ali ne. Mene to zelo moti, zaradi tega, ker pač ne vem, ali me posluša, ali posluša glasbo in mene, ali sploh ne. Tako, moramo vedeti, v interakcijah seveda ne, med službo, če imaš kakšno delo tako, kjer pač moraš, če si tak človek, ki se bolj fokusiraš z glasbo, okej. Ampak ti si potem v enem drugem svetu, nisi pripravljen za komunikacijo z drugimi. Se mi zdi na avtobusu, vlaku, kjerkoli, po cesti, meni to sporoča, pusti me pri miru. Ja, točno tako. In to sporočamo in to pač je komunikacijski element. Če se še malo dotakneva, bonton ima mesto tudi v cerkvi. Kako bonton narekuje obnašanje, recimo med petjem, molitvijo in drugimi deli bogoslužja? Dobro, ko stopimo v cerkev, torej stopimo v eno situacijo, kot smo že večkrat rekli, razumeti situacijo. Stopimo v en prostor, ki je svet. Veljajo neka pravila zato, ker se spoštuje prostor, v končni fazi tudi osebo, ki čaka na nas 24 ur na dan tam, torej imamo kralja tam. In če imamo kralja tam, veljajo pravila, s katerimi mu pokažemo spoštovanje. Kako pridemo noter, kako stojimo, kako sedimo, kako glasno se pogovarjamo, če se sploh pogovarjamo in kako molimo. Torej pač pridemo v en prostor, kjer pravila so, in zavedati se moramo, da je neka posebna situacija. Zdaj med bogoslužjem so liturgično gledano naše kretnje, naše poze določene, med mašo, med obredi stojimo, sedimo, takrat kot liturgija želi, oziroma določa. Med petjem mogoče ciljate na to, ali ploskamo ali ne? Ja, pa kako glasno lahko pojemo? Tako. Okay, dobro. Če imamo ljudsko petje, pojemo v jakosti ljudskega petja. Vedno je nekdo pri maši, ki pač more potegniti, in pač tega tudi potrebujemo, to osebo. In seveda pojemo kot zbor, torej probamo, da smo uniformirani glede jakosti.
Tudi za zbor, ki poje med bogoslužjem, velja, da se v času, ko recimo ne poje, da se vklopi oziroma drži tistih pravil, kot bogoslužje zahteva. Ne, recimo, ni razlike, če sem na koru, ali ni razlike, če sedim v klopi, med pridigo poslušam. Torej, moje kretnje so, oziroma moja pozicija je pač pozornost in poslušam. Isto velja za ministrante. Tako da, če pridemo na bogoslužje, na en obred, se vodimo po pravilih tistega obreda. Hkrati pa pač, predvsem pa moramo tudi paziti na to, kako se oblečemo, če se lahko še navežem na to, Tako. če smem. Ja, seveda, veliko je tega že poznanega in o tem smo že veliko govorili, ampak vseeno je pomembno poudariti, Samo to. kako. Samo to. Vsaka maša je maša. In ni važno, ali je maša na travniku, oratorijska maša, na travniku, ali ne vem, maša ob koncu kakšnega skavtskega tabora, vedno velja isto, da pač preveč oprijeta oblačila, prekratka oblačila, preveč strgana oblačila, nemarna oblačila ne pridejo v poštev. Tako da te stvari moramo imeti v mislih, ker prihajamo pred kralja, če bi prišel kakšen zemeljski kralj, se ne bi tako oblekli, in pridemo v družbo občestva, tako da tudi nas vidijo. In se mi zdi, da v naši generaciji se ne govori več o tem, ja, boš pa koga pohujšal, se sploh ne govori o tem in se mi zdi, da bi lahko mogoče govorili ne v slabem smislu, ampak v dobrem smislu tega, da pač moraš paziti, kaj sporočaš svojim telesom, kar sva prej omenjali. Tako da to se tudi poveže z bogoslužjem oziroma z mašo. Edino tukaj je še moj pomislek, kričeča oblačila verjetno, ne? Pretirano pink, v cerkev. V cerkvi. Ni nujno narobe. Predvsem, ko so prazniki, praznična oblačila so barvasta, so lahko bogata, in praznike naredi tudi tako, to, kako se oblečemo. Tako da, zdaj, če se povežem s prazniki in s pogrebi in s to pinki barvo, poznam gospo, ki je na pogrebu globoko verna. Okay? In ženska, ki se zna obnašati, torej bonton obvlada, ki je na pogrebu svojega moža, ki je umrl v roku 3 tednov, pri 56 letih, je na pogreb oblekla živo roza plašč. Razumete? Sem povezala marsikaj. To pomeni, ona je vedela pravila, ona je žalovala, ona je vse razumela, ampak ona je bila tako trdno prepričana, da je on zdaj na boljšem, da je ona oblekla roza plašč. Razumete? Torej, to moraš vedeti in upati. Tako. In ja, v cerkvi so prazniki in barve niso narobe. K maši pa prihajajo tudi družine z majhnimi otroci. Velikokrat ali jočejo, ali se derejo, ali hodijo po cerkvi, bi radi kaj povedali, bi radi šli ven stranišče, kakorkoli. Kje so tu meje? Da se ne oglasi župnik. Ja, razumem. Sem bila veliko časa, sem tam. Moji otroci so od 11 do 2 leti stari, tako da sem zadnje 10 let v tej situaciji. In sem se večkrat spraševala, kaj je zdaj prav. Prav je, da verska vzgoja poteka od otrok dalje, torej od malih nog dalje, in del verske vzgoje je tudi obisk maše, svete maše. Zato, ker tudi občestvo se mi zdi, da dobi veliko tega, da gre naprej, gremo generacijsko naprej, nismo samo starejše gospe v cerkvi, starejši ljudje, ni samo gospod župnik, ampak tudi mlado občestvo. Včasih je lažje ostati doma, kot pa iti k maši z majhnimi otroki. Ampak, zdaj, kako iti k maši z majhnimi otroki? Dobro je, če pridemo pravočasno, oziroma da pridemo dovolj časa prej, da se otroci tudi umirijo, da poiščemo pravo pozicijo, kje se bomo postavili v cerkvi.
cerkve so si različne in glede na situacijo lahko vidimo, ali je boljše, da smo spredaj, glede na starost, če so dovolj stari, recimo od šolskih otrok dalje, so lahko spredaj in sledijo bolj, ali je boljše, da smo vzadej, da smo pravočasno vzadej, zato da vidijo ljudje, ki prihajajo v cerkev, aha, tukaj bo en zelo moteč element, en dvoletnik, ki se lahko tudi sred posvečenja v najbolj globoki tišini začne dreti, aha, se bomo usedel kam drugam, če nas to moti. Torej, z manjšimi otroki je biti boljše vzadje, zato ker lahko gremo hitreje ven iz cerkve, če se res zgodi kakšna trma, jok, kakšno kričanje, kakšno luljanje, WC in tako naprej. Na bolj nemoteč pridemo ven. Če je otrok dovolj star, da lahko sledi 45 minut tiho, pa mu je zanimivo, kar je na oltarju, lahko gre spredaj. Zavedati se moramo dvojega. Da otrok je dobrodošel v cerkvi, je super, da je, hkrati moramo pa pač starši teh otrok razumeti, da tudi drugi želijo nek mir, zato da se lahko povežejo s stvarnikom, z dogajanjem med mašo, da lahko molijo, v tišini hitreje in lažje slišimo Boga. To dvoje, torej spoštovanje enega in drugega in pač, če se začne jokati sred ne vem, najbolj pomembnega trenutka, gremo ven. Starši pač morajo presoditi situacijo. Včasih jo ne presodiš, včasih prideš 5 minut po začetku maše. Ampak veš, danes smo kot družina razšteljeni, otrok bo razšteljen, če lahko rečem to izraz, ker pač smo včasih popolnoma pridemo iz čisto druge realnosti v cerkev, ampak pač razumeti, se umaknem, se rajš umaknem. Zdaj pa še eno zaključno vprašanje in sicer, kje je po vašem mnenju meja med pristno prijaznostjo in pretirano vljudnostjo, ki lahko deluje večkrat neiskreno? Jaz sem mnenja, da prijaznost lahko naredi ogromne spremembe na dobro. To pomeni, da če smo res prijazni in osnova bontona je spoštljivost, spoštovanje, ampak tudi prijaznost. In zato, da smo prijazni, se moramo odločiti. Ker ni lahko biti prijazen vedno. Lažje je biti neprijazen. Če stopimo na ulico, je več neprijaznosti kot prijaznosti. In gre za odločitev. Za iskreno odločitev. Zakaj bom prijazna? Zakaj se bom trudila biti prijazna? Zakaj se bom trudila gledati naokrog ljudi in jim potem izkazovati določeno spoštovanje, glede na hierarhijo, glede na situacijo, glede na moje možnosti. In ta prijaznost, kot sem prej že rekla, takoj vemo, kdaj je neiskrena ali je iskrena. Namen je tukaj pomemben. Pomemben je namen, zakaj? Zato, ker je to marketinška prijaznost, je to prijaznost nekega influencerskega diskurza, če lahko tako rečem, neke prijaznosti, ki je narejena, ki jo vsi vidimo. Včasih jo ne prepoznamo takoj, ampak jo vidimo. Smo dovolj inteligentni, smo dovolj intuitivni, da jo prepoznamo kot nekaj umetnega, narejenega. Zdaj, ampak kaj pa potem moja odločitev in moj namen, da bom prijazna? Je to tudi neiskreno? Ja, ni neiskreno. Moj trud za prijaznost bo iskren zaradi nekih določenih razlogov. Torej si moramo odgovoriti na zakaj bom prijazna. Prijazna bom zaradi tega, ker ima vsak človek dostojanstvo. V redu. Prijazna bom zaradi tega, ker želim tudi jaz prijaznost dobiti nazaj. Ne bom jo vedno, ampak mogoče pa bom. Bomo naredila kakšno spremembo. Prijaznost bom mogoče se odločila, da bom prijazna zaradi tega, ker je toliko neprijaznosti in bom pač čisto okolje okoli sebe spreminjala počasi. Tako najbolj lahko spremenimo same sebe. Ampak teh zakajev je veliko. Ampak zakaj si moramo postaviti? Zato, ker je to trening vseživljenjski. In potem slišala sem tudi enkrat avtorja, ki je rekel, da moramo v bistvu imeti cilj
pred očmi. Začeti moramo s ciljem. Kakšna oseba želim biti? Kakšna oseba želim, da se me spomnijo? Mogoče na pogrebu mojem, kako hočem, kakšen pečat hočem za sabo pustiti. In to so tista vprašanja in odgovore, ki si jih moramo postaviti, zato da vemo, a se bomo trudili za prijaznost in bomo iskreno prijazni, tudi ko drugi ne bodo prijazni do nas. To pomeni, ta namen za prijaznostjo se vidi, če je neiskren in če je iskren. Velikokrat slišim, ja, ti si tako prijazna, ali pa ti si tako prijazen. In v bistvu načimo prijaznost z naivnostjo. Ne, prosti. Samo en korak nad tem. Oziroma, moramo biti en korak nad tem. Moramo videti, da je pač vse je grozno. Svet je grozen. Ampak vseeno bom jaz prijazna. Oziroma se trudila biti prijazna. In to ni neiskrenost, ampak je pač en trud za nek višji cilj. Cecilija, jaz mislim, da smo danes izčrpali mnogo in mislim, da so naši gledalci in poslušalci dobili veliko odgovorov in dobrih nasvetov. Upam. Pa morda bi še želeli karkoli dodati. To je vedno težko, ker bi dodala še mogoče 101 stvar. In če bi mogla samo eno stvar, bi mogoče rekla, da smo lahko sproščeni, smo lahko veseli, smo lahko prijazni in smo spoštljivi, da vidimo drugega človeka. To je pomembno. Pri vsem vprašanju glede bontona. Pa da ne pustimo, da standardi padajo predaleč nazaj dol, ampak da tudi v dobi, ko pač moramo, ni nekih avtoritet, nekih pravil, ki so zlata pravila, da vseeno ohranjamo neko kakovostno sobivanje, neko kakovostno komunikacijo z vsem videzom, z govorom, z intonacijo. In da smo na koncu ljudje. In smo ljudje. In s tem si izkazujemo v bistvu, da smo ljudje. Cecilija, najlepša hvala za vaš obisk v našem studiu, za vse nasvete. Jaz mislim, da ste danes naredili ogromno. Pa veliko dobrega, veliko uspehov na vaši poti. Hvala lepa, z veseljem. Vi, dragi gledalci, pa hvala, da ste bili z nami, da ste prišli do konca te oddaje. Ne pozabite pa nas spremljati tudi na družbenih omrežjih, kjer boste obveščeni o vseh prihajajočih oddajah. Nasvidenje.